pozdravljeni in dobrodošli na drugem predavanju o sencah, ki ima naslov o sencah teles. Mogoče uvodoma še ta informacija, da prvo predavanje o sencah idej je dostopno ne v govorni obliki še zaenkrat, ampak v obliki slajdov in tudi teksta na moji spletni strani. Naslov najdete na programskem listu spletne strani oziroma pač da se direktno prek mojega imena priti na skozi Google, tako kakšen drug iskalstven po spletno stran. Plan, schema današnjega predavanja je naslednja. Nekak 6 tematskih sklopov, niso vsi enako dolgi, nekateri so nekoliko krajši, drugi so malo daljši. Angeli kot svetle sence najvišje luči, potem Dionizij Areopagit o angelski hierarhiji in božjem mraku, Dantejeva hierofanija senc, Leonardova metafizična umbrologija, novoveška znanost o sencah, optika in perspektiva, ter na koncu nekaj besed o nesrečnem človeku brez sence. V prvem predavanju smo opredelili metafizično bistvo sence kot podvojitev neke forme ali neke entitete na ontološko šibkejši ravni. To je kot oslabitev njene prvotne resničnosti. Glede na to filozofsko definicijo sence obstajajo temne in svetle sence, sence budnosti in sna. Sence kot simbolne forme neke presežne resničnosti. Božanski Platon, navezujoč se na Orfike in vsaj posredno tudi na stare Egipčane, je v čutnem svetu prepoznal sence idej in s tem utemeljil filozofski idealizem. Krščanski duhovni očetje, med katerimi je v filozofsko-teološkem pogledu najpomembnejši Aurelij Avguštin, so prevzeli platonski idealizem in ga vgradili v temelje krščanskega razumevanja sveta. Če nekoliko poenostavim najbolj preveč, a to bi bila tema nekega drugega predavanja, so zgodnji krščanski teologi privzdignili platonski svet idej v božje ali nebeško kraljestvo, ali bolje rečeno, v presežni umski oziroma duhovni resničnosti so videli filozofski vidik resničnega onstranstva, ki ga je Jezus naznanjal v evangelskih prispodobah. Preko poganskega novoplatonizma, Plotina in še posebej Prokla, so se umske ideje hipostazirale v angele, v božje misli, od sebe božje modrosti, moči in ljubezni. Angeli izvirajo iz Boga, torej so ustvarjeni, obenem pa večni, brezčasni. In zato bivajo močneje od nas, ustvarjenih in miljivih bitij, ki pa vendarle zmoremo z odprtimi očmi duha uzreti angele kot svetle sence, kot sence najvišje božje luči. Angeli nastopajo na mnogih mestih v Bibliji, tako v stari kot v novi zavezi. V Mojzesovih knjigah so angeli božji sli, ki obiskujejo Bogu všečne ljudi. V Izaijevih in Ezekielovih videnjih nastopada posebni vrsti angelov, serafi in kerubi, v katerih poznejše izročilo prepoznava angele božje ljubezni in modrosti. Že v stari zavezi srečamo tudi 2 nadangela ali arhangela, Rafaela in Mihaela. V novi zavezi, zlasti v evangelijih po Mateju in Luku, se ljudem večkrat prikaže Gospodov angel. Najznamenitejši je arhangel Gabriel, ki devici Mariji naznani blagovest, da bo rodila Božjega sina. V grščini angelov spomeni Sel. V apostolskih delih Gospodov angel osvobodi Petra in druge apostoli zječe. Poseben eskatološki pomen v svetopisanski vesoljni zgodovini imajo angelske jate in vojske v razobetju, kjer naznanjajo posledno sodbo, ter z ognjem in mečem premagujejo zle demone. Dionizij Areopagit, grško-krščanski avtor s tem psevdonimom, pa je v razpravi o nebeški hierarhiji utemeljil vso poznejšo srednjeveško angelologijo. Angele je razporedil v 3 triade. V prvi
Najvišji in Bogu najbližji triadi so serafi, kerubi in prestoli. V drugi, srednji triadi, so gospodstva, moči in oblasti. V tretji, človeku najbližji triadi, pa so vladarstva, arhangeli in, ko bi rekli, navadni angeli. Sam izraz hierarhija, ki ga je verjetno prvi uporabil prav Dionizij, zanj ni imel enakega pomena, kot ga ima danes. Takrat je ta izpeljanka iz pridevnika hieros, kar pomeni sveti, pomenila oblast svetega. In, citiram, če kdo reče hierarhija, nasplošno označuje neko sveto razporeditev, ki je podoba bogopločenega veličastva. Mistik je v hierarhiji voden kvišku v posnemanje Boga. Citata. To je slovenski prevod Gorazda Kocijančiča. Slovenski prevajalec Dionizijevih razprav v svojem uvodu podrobneje pojasnjuje duhovni pomen izraz hierarhija. In pravi, citiram Kocijančiča, hierarhija je predvsem vedenje, episteme, in šele iz njega lahko izhaja hierarhična praksa, ki je kot posvečujoča energija počelo kozmosa, se pravi lepe, urejene celote sveta. Dionizij v razpravi o nebeški hierarhiji zapiše: če so torej zanikanja o božjih resničnostih resnična, trditve pa neprikladne z ozirom na skritost neizrekljivega, je za nevidne resničnosti bolj primerno razodevanje prek nepodobnih izoblikovanj. Ob tej nepodobnosti nevidne resničnosti se lahko spomnimo tudi na spise sodobnega francoskega likovnega teoretika Georgesa Hubermana, ki izhajajoč iz Dionizijeve mistike, to je iz božje nepodobnosti vsemu vidnemu in znanemu, interpretiram med drugim, njegova najbolj znana knjiga, dela renesančnega slikarja Fra Angelika, zlasti njegove abstraktne barvne madeže, francoščini taš, v sicer figuralnih kompozicijah. Eden izmed najbolj skrivnostnih stavkov v Dionizijevem traktatu o mističnem bogoslovju je tisti, ko mistik pravi, navezujoč se na Mojzesov temni oblak, v katerem je bil Bog, da moramo odvzeti vse spoznatno zato, citiram, da bi videli tisti nadbitnostni mrak, ki ga zakriva vsaka luč ubivajočih resničnostih. Skrivnost tega stavka morda lažje zaslutimo, če ga parafraziramo v misel, da luči zastirajo temo. Ali pa v skladu z našim kontekstom, da so svetle sence oslabitve resničnosti teme. To nenavadno slutnjo bi sicer lahko racionalizirali v tako imenovano negativno teologijo, ki najvišjemu odreka vsako določenost, vsako formo, tudi najvišjo luč, dobro ali eno, vendar bi s tem zgolj racionalnim zanikanjem izgubili mističnost in temno poanto Dionizijeve misli. Zato jo rajši v skladu z njegovo mistično teologijo, ki presega in obenem sintezno združuje tako pozitivno kot negativno bogoslovje, poskusimo sprejeti kot paradoks, kot presežno misel, da luči senčijo temo. In če se Bog skriva v tistem nadbitnostnem mraku, o katerem govori Dionizij, namreč, če nam je zastrt kakor Mojzesu s temnim oblakom nevedenja, se nam njegova nedoumljiva presežnost vendarle razodeva v mnoštvu angelskih obličij. Saj, kot pravi Dionizij v traktatu o božjih imenih, citiram, ne obstaja nič izmed bivajočega, kar ni na neki način deležno enega, ki je v svoji popolni enosti enovito najprej zaobjela vse, prav vse v celoti, celo zapostavljene resničnosti. On citata in dalje, spet citat, brez enega ne more obstajati množica. On citata, množica angelov pa je prisotna v umskem, duhovnem, poetskem zrenju. In iz tega sledi, da svetle sence angelov zastirajoč razkrivajo božji nadbitnostni mrak. Ko pa Dionizij premišljuje o skupni značilnosti nepodobno podobnih angelskih bitij,
ugotavlja, da jim je skupen ogenj. Vpraša se, citat, zakaj bogoslovje ceni svete opise ognja bolj kot skoraj vse druge. In si odgovori, po mojem mnenju ognjenost razodeva nad vse bogooblični značaj nebeških bitij. Ogenj je luč duha. Ognjeni plameni so svetle sence, podobe ali sledi tiste vselej zastrte luči, ki vedno znova zaplamtijo v dušah, tudi tedaj, ko svet postaja vse bolj prekrižan s temnimi sencami neprosojnih teles. Prehajam k naslednji temi nocojšnjega predavanja, k Dantejevim sencam, tako temnim kot svetlim. Dante je Dionizijeve angelske zbore, urejene z isto trojiško hierarhijo, torej po teh ternarijih, postavil v 9. nebo, ki se v srednjeveški teologiji imenuje kristalno nebo, celum kristalinum. Vendar angeli letajo tudi v druge rajske sfere, tako v nižje, kjer razveseljujejo ter z modrostjo in ljubeznijo presevajo duše, ki tam prebivajo, kakor tudi v najvišja nebesa, v 10. nebo ali empirej, kjer kot svetleče, prosojne iz same svetlobe stane čebelice ali morda kot kresničke, obletavajo veliko nebeško rožo, ki jo z vrha razsvetljuje in z vesoljno ljubeznijo napolnjuje sam trojiški Bog. Angelski zbori so v 9. kristalnem nebu urejeni v koncentrične kroge, katerih središče je, citiram, točka, ki svetlobo lije. In to močneje kot sonce. Lijejo kakor najsvetlejša zvezda. V tej sijoči točki sredi kristalnega neba filozofi prepoznamo aristotelsko-skolastičnega prvega negibnega gibalca, ki je pravzaprav le drugo ime, morda za stopnjo nižje, samega Boga, obkroženega z angelskimi zbori. Dantejeva pozitivna angelologija, ki jo upesnjuje v 28. in 29. spevu raja, se idejno navezuje na pojmovanje angelov, ki ga je razvila visoka skolastika, povezujoč Dionizijevo nebeško hierarhijo z Aristotelovo fiziko in metafiziko. Bog je ustvaril angele, da bi njegov sijaj, kot pravi Dante, v odsevu rekel mu subsisto, to je bivam. Latinski glagol subsistere izraža v skolastiki eno izmed ontoloških variant biti, močnejše bivanje od existere. Angeli so torej odsevi, sijoče sence najvišje luči, vse presežne Božje biti, ki subsistira v temelj vsega, kar eksistira. Ali če porabimo znamenito platonsko sintagmo, ki je onstran vseh bitnosti. Angeli so nemiljivi, bivajo zunaj časa, čeprav naj bi bili, kot nas uči Dante skolastik, ustvarjeni istočasno z dušami in telesi tega sveta. Tako, kot pravi Dante, kot zloka treh tetiv, tri pšice hkrati. To je nenavadno in nehote kaže na filozofsko-teološko zadrego uskladitve onstranskega brezčasja in tostranskega časa. Dante je seveda prvenstveno pesnik in šele drugotno teolog oziroma filozof. In gotovo so najlepši njegovi opisi angelov, ko se prepusti pesniški domišljiji, na primer v naslednji tercini. Kot ogenj so jim lica plamenela, peroti v zlatu, drugo iz tančice, ki bolj kakor vsak sneg bila je bela. Spodaj na detalju vidite lice od angela, ki je pordela, to je samo majhna točka, v tistih časih je bilo to zadost, da se je vedelo, zakaj gre. Izhajajoč iz Dionizijeve angelologije smo segli že k najvišjim sferam Dantejeve božanske komedije. Zdaj pa se moramo spustiti, sledeč Dantejevim sencam v nižje kroge onstranskih pokrajin,
vse tja do zloglasnega pekla, da bi se potem prek vic lahko spet vrnili v višave. Spodoma si poglejmo, čeprav le bežno, kaj in predvsem kakšne so pravzaprav Dantejeve sence. Pri tem naša glavna pozornost ne bo namenjena vprašanju, kdo so bile posamezne sence za časa njih življenja in katere kazni ali nagrade so jim odmerjene po smrti, čeprav se Dante v svoji veliki poemi največ posveča prav tem zgodbam in sodbam, ter si skoraj božjo pesniško svobodo jemlje pravico, da postavlja na tisoče duš, namreč vsako posebej v njej ustrezen krog pogubljenja ali očiščenja ali izveličanja. Tu nocoj nas namreč bolj zanima sama ontologija Dantejevih senc, od tistih temnih v peklu, navzgor k vse svetlejšim v vicah in raju. Nič posebno novega ne povemo, če ugotovimo, da Dantejeva božanska komedija ni samo poezija, ni zgolj literarna kvazi realnost, kot kakšna pripovedka ali pravljica. Temveč je v njenih 100 spevih tudi mnogo realizma, pri čemer ne mislim samo na številne historične osebnosti, ampak predvsem na, recimo, objektivno sliko onstranstva, seveda, če tu odmislimo Dantejeve osebne preference pri pozicioniranju posameznih duš v njim primerne onstranske stratume. Božanska komedija je namreč velika freska onstranstva, kakor si ga je dejansko predstavljal srednjeveški človek. V tem realizmu se Dantejeva pot po onstranstvu bistveno razlikuje od Odisejevega ali Enejevega sestopa v podzemlje, po katerih se Dante pesniško vzoroval. Saj sta Homerjeva Odiseja in Vergilijeva Eneida mistična epa, ki sta tudi za antičnega branca opisovala dogodke iz neke daljne preteklosti. Po drugi strani se Dantejeva pesniška vizija, pesniška videnja, bistveno razlikujejo tudi od preroških vizij svetega Janeza v bibličnem razodetju, saj gre v slednjih za eskatološke dogodke v neki neopredeljeni prihodnosti. Medtem, ko naj bi Dantejevo onstranstvo za srednjeveškega človeka resnično obstajalo v sedanjosti, seveda tam, onstran, a obenem vendarle tu, ne prav daleč, namreč na drugi strani tega sveta. Božanska komedija je epopeja srednjeveškega krščanskega kozmosa, čeprav se v primerjavi z evangelskim nebeškim kraljestvom, ki, kot uči in poudarja Jezus, ni od tega sveta, Dantejev onstranski imaginarij vrača k analoškim predstavam onstranstva. V tej veliki zemeljsko-nebeški komediji ne najdemo skrivnostnih, paradoksnih prilik, kakršne je izrekal Jezus, ko je govoril o kraljestvu očeta. Zdaj se znova razbohoti poganska alegorija, ki temelji na analoškem razmerju med znanim in neznanim, vidnim in nevidnim. Pri Danteju tudi ni Dionizijevega nadbitnostnega mraka, s katerim je zastrt skrivni bog mistikov. Dantejev bog je sama luč, ki z vrha vesoljne hierarhije preseva vse njene kroge, ter jim vlada tako v dobrem kot v zlu. Negativna teologija se skoraj povsem, razen na samem vrhu, umakne pozitivni. Slika in domišljijska predstava prevladata nad slutnjo in neizrekljivo skrivnostjo, čeprav bi bilo napačno reči, da v Dantejevem kozmosu sploh ni skrivnosti. Seveda je, vendar drugačna kot v zgodnjem krščanstvu. Morda bi jo lahko nakazali z vprašanjem, kako to, da je onstranstvo tako zelo človeško. In v tem pogledu je Dante res predhodnik humanizma in renesanse ter zgodni znanilec novoveškega subjekta, čeprav je njegov onstranski imaginarij paradigmatično srednjeveški. Kajti, on sam, popotnik skozi brezna pekla in višave nebes, je tisti, ki gleda, ki vidi, ki premišljuje, ki presoja. In navsezadnje sta tudi Vergil in Beatrice, njegova lastna, ponotranjena animus in anima. Z novim vekom, ki se je več stoletij porajal iz srednjega, postaja v svet velika
predstava, ki se vse bolj razpira pred mojimi človeškimi očmi. In tej novi logiki onstranskega imaginarja sledi tudi ikonografija senc. Dionizijevi angeli niso vlekli za seboj temnih senc. Vse so bili sami svetleče, sijoče sence, ki so zastirale Božji nadbitnostni mrak. Tudi svete postave na zlatih oltarjih v Sieni, recimo pri slikarjih Duču, Simone Martinju in drugih, niso metale telesnih senc. Medtem ko od zgodnje renesanse dalje, recimo pri Mazaču, Fra Angeliku in drugih, postanejo fizične sence pogost element slikarske mizanscene, tudi na svetih podobah. Toda, med vsemi temnimi sencami v božanski komediji, ki jih skupaj z Dantejem in Vergilom srečujemo v peklu in vicah, je le ena sama prava fizična senca, namreč prav Dantejeva, ki je med vsemi temi mrtvimi dušami edini še živ. Po njegovi senci ga tam tudi prepoznajo kot še živega in se čudijo, kako mu je uspelo priti mednje. Ta prizor se ponovi v več različicah, morda najbolj znano najdemo v 5. spevu Vic, ko ena izmed mrtvih duš s prstom pokaže na Danteja, ki sledi svojemu vodniku. Vergil je seveda tudi že zdavnaj umrl in domuje v limbu pred peklu pravičnih poganov. No in ta duša krikne: glej, mar ni, kot da ne sveti več sonce levo spodnjemu v dvojici, kot da bi mož ne jenjal še živeti. Toda brško truma mrtvih senc spozna, da je med njimi živ človek, ki se bo vrnil v njihovo nekdaj skupno domovino, mu hitijo naroča to in ono za še žive svojce, prijatelje. In pravzaprav je v tem prizoru skoraj še bolj kot leva ali neprava smer Dantejeve sence, čeprav ta detalj ni popolnoma jasen, čudno to, da Vergilov duh meče senco, če pa je že on sam senca. V skoraj 15.000 verzih božanske komedije se problem nekonzistentnosti senc, živih in mrtvih duš, oziroma vprašanje senc, pojavi, vsaj koliko sem zasledil, samo na tem mestu, pa morda še na enem, o katerem govori umetnostni zgodovinar Viktor Stojhita. Toda s problemom senc so se morali soočiti slikari tudi pri upodabljanju drugih verzov iz Dantejeve pesnitve in nasploh pri slikanju onstranskih prizorov. Tako je Luca Signorelli na svojih velikih in tudi velikih seveda freskah v Orvietski stolnici okrog leta 1500 naslikal tistim mrtvim dušam, katerih telesa vstajajo iz zemlje po poslednji sodbi, prave sence. Medtem, ko je v okroglih medaljonih, med katerimi je tudi prej omenjeni prizor iz 5. speva Dantejevih vic, mrtvim dušam naslikal manjše, tako imenovane sidrne sence. Anchor shadows se to angliški. Razen seveda samemu Danteju. Sicer bi te figure duš preveč lebdele v prostoru, če ne bi imele teh sidrnih senc, pravzaprav v praznini, saj se sploh ne bi videlo, kje so, oziroma kje se z nogami dotikajo tal, če se sploh z njimi dotikajo tal, kot pravi Casati v prej omenjeni knjigi, kateri se bomo še vrnili. Zanimivo pa je, da najdemo takšne sidrne sence že na zgodnje srednjeveških mozaikih v Raveni. Na primer pri nogah apostolskih postav, tukaj vidite na tej sliki, v mavzoleju Gale Placidije, ali pa v kupoli arijanske krstilnice in drugje. Morda bi lahko tudi iz tega, samo iz tega seveda sklepali, da je topologija samega prostora prvotnejša
in da jo je težje odmisliti kakor evklidsko prostorsko geometrijo, ki se v slikarstvu upodablja z linearno perspektivo. Kratke sidrne sence namreč ne upoštevajo zakonov perspektive, kljub temu pa izražajo ali nakazujejo vsaj realnost samega prostora. V veličastnem pesniškem tkivu božanske komedije tudi ontologija senc sledi poti pesnikovega in z njim bralčevega postopnega poduhovljenja. V peklu so temne, v vicah postajajo svetlejše, v raju pa so sijoče, ognjene, bleščeče. Sam izraz sence, italijanščini ombre, v 9 krogih večnega pogubljenja in deloma tudi v nižjih krogih očiščenja nastopa kot sinonim za mrtve duše, pri čemer Dante povzema antično izročilo, zlasti Homerja in Vergila. Sinonimnost izrazov senca in duša v božanski komediji se kaže tudi v lepem slovenskem prevodu Andreja Capudra. Na nekaterih mestih, najbrž predvsem zaradi rime oziroma ritma, prevajalec izbere za prevedek italijanske besede ombra, praši slovensko besedo duša, ponekod tudi duh, bodisi v ednini ali v množini. Na primer, prevod stavka l'ombra sorrise se glasi duh se smehlja. Mislim, da je tako prav prevedeno, kajti, saj kako, če se vprašamo, le kako bi se senca smehljala. Toda enačenje senc in duš je vendarle zgolj navidezno, površinsko, kajti prebivalci temnega onstranstva so oddaleč sence od blizu duše. Trpeče duše, vsaka svoja žalostno zgodbo, ki jo izvemo, ko se ji približamo, in prisluhnemo in občutimo njeno bolj. Tedaj gotovo ni več zgolj senca, med tisočerimi drugimi brezimnimi sencami, temveč je enkratna in nezamenljiva duša. Duša s trpečim in ljubečim telesom. Da kako naj bi bila, na primer, nesrečna ljubimca Francesca in Pavla v zgolj senci? Bi se senci lahko tako ljubili, da svoje ljubezni, kot pravi Dante, še po smrti ne moreta ugasiti. A tudi te strastno čuteče sence duše so breztelesni onstranski duhovi. Ob njih in z njimi občutimo neizmerno nostalgijo po izgubljeni bližini, po telesnem čutenju minulem za vekoma. Vse se najbrž ne zmotimo preveč, če rečemo, da je celotna božanska komedija nastala iz pesnikove neugasljive nostalgije po nikoli v življenju občuteni in seveda tudi po smrti nemogoči čutni ljubezni do Beatriče. Če pesniku sledimo v raj, se človeška nostalgija počutnosti res odreši v višji, nadčutni duhovni ljubezni. Toda, ali mu lahko resnično sledimo v raj? Je res, da nebesa bivajo močneje od zemlje? Dante ne omahuje v svoji veri, da se neuslišana zemeljska ljubezen do Beatriče resnično usliši v nebesih. Beatriče, njegova vodnica in zavetnica v rajskih višavah luči, je najsvetlejša izmed vseh človeških senc v božanski komediji. Sjaj njenega obličja se v 30. spevu raja razodene kot angelski. Kot zaslepi oko nam sonce žgoče, tak mi podoba sladkega nasmeha zmrvi duha, ko spomniti se hoče. Odkar mi lice mi bilo uteha, je prvič pa do tega zdaj pogleda, pri slavi nje požel sem kaj uspeha, zdaj čutim pa, da peša mi beseda, ko nje nadzemsko vam lepoto slika, kot pesniku, ki konec svoj zagleda. V nebesih ni več razdalj med dušami, ki se ljubijo. Beatriče je Dante vse prisotna in tudi tedaj, ko poleti v nebeške pišave med najvišje angele, kamor Dante svojo človeško senco še ne more slediti,
ostaja blizu njega, v njem, kot pravi Dante, saj ne zagrinja prostranost umestna mi podobe njene. Toda prej, nižje, v vicah, sredi poti med peklom in nebesi, so ločitve duš še boleče. Nostalgija po minulem in izgubljenem še ni odrešena. O bolečini ločitve in minulosti govorijo tudi verziji v drugem spevu Vic, ko Dante sreča senco dušo svojega mladostnega prijatelja Casella. Njuno srečanje je zanimivo tudi zato, ker je nekakšna replika ali varianta tistega pretresljivega prizora iz Homerjeve Odiseje, ko želi Odisej v Hadu objeti svojo mrtvo mater, te verze smo prebrali prejšnji teden, ali prizora iz Vergilove Eneide, ko hoče Enej objeti mrtvega očeta, a seže v prazno, saj citiram Vergila, vselej očetova senca rokam se je brž izmaknila, sapici lahni, begljivemu, naglemu spancu podobna. Mimogrede, naj omenim, da je v 6. spevu Vergilijeve Eneide že orisana topografija Dantejevega podzemlja, vsaj v glavnih potezah. Torej, Dantejevo neuspelo zbližanje s Casellovo senco, dušo, boleče občutimo, mi, še živi, v naslednji tercini. O prazne sence, za oči slepila, trikrat sem dlan ovil ji krog ramena, trikrat nazaj se prazna je vrnila. Vse te begotne sence so kljub samo le večne podobe, neizbrisljive sledi nekdaj živih teles. V Dantejevem svetu so sence temne in svetle, onstranske ponovitve človeških telesnih obličnih postav, podobe teles na snovno šibkejši ravni, poudarjam snovno šibkejši ravni, oslabitve njihove nekdanje žive resničnosti. Seveda se v blaženih dušah pri vzponu nebeške sfere hkrati z ugašanjem telesne forme dogaja odrešilna preobrazba v duha. Toda zdi se, da njihova posamičnost, posebnost, osebnost vendarle ostaja vezana na telo, četudi v njegovi senčni repliki, neko onstransko telo. Dantejeve sence so na vse zadnje sence teles. Vprašajmo se, čigave so vse te sence, te podobe, te odsevi, nas samih? Se spoznavamo skoznje? So to sledi naše preobrazbe, našega vzpona k duhu? In kje se konča tema, kje se začne luč? Da preberem še eno Dantejevo tercino. In ko z neba so vili na vse kraje, njih sence uzrem, ker sreča se svetlika v svetlobi čisti, ki jo vsaka daje. V senci prehaja luč v temo, tema v luč. In zato je senca ime za človeka, za mene samega, za nas vse. Seveda, vrh Dantejeve božanske komedije je epopeja Božje luči, luči trojedinega Boga. In če se nam uspe uspeti do sfere sonca in še višje, tam skoraj da ne vidimo več senc, ali jih le ne prepoznamo več. Saj sence postanejo luči, sončeca, siji, bakle, zvezde, te izraze uporablja Dante, ki plešejo v vencih, rajajo v nebeških rožah in se naposled dvigajo k najvišji luči. No in še ena tercina, preden gremo naprej, zapustimo Danteja. O trojna luč, ki v svitu ene zarje in svetiš pred očmi in si jim hrana, ozritja doli v naše seviharje. Zdaj prihajam k tretjemu delu nocojšnjega predavanja, k Leonardovi metafizični umbrologiji. V prvem predavanju sem navedel Leonardovo opredelitev senc iz traktata o slikarstvu. Namreč
da je senca oslabitev moči svetlobe, ki je vidna na površini telesa. Zato na videz preprosto in obenem tudi široko, tudi recimo metafizično definicijo sence, v kateri sta kot njeni določili poudarjeni oslabitev in površina, to seveda sama svetloba, pa v obširnem 5. delu traktata renesančni polihistor Leonardo razvije pod redakcijskim naslovom o senci, svetlobi in perspektivi dokaj zapleteno optično teorijo z glavnim poudarkom na veščini slikanja osvetljenih teles in njihovih senc, ter z mnogimi še danes zanimivimi detalji in finesami. Malo pozneje v nadaljevanju si bomo ogledali glavne obrise te teorije. Zdaj pa začnimo s fragmentom iz 2. dela traktata, v katerem Leonardo na vprašanje, kakšna je bila prva slika, odgovarja. Prva slika je bila iz ene same linije, obdajajoče senco človeka, ki jo je sonce delalo na zidovih. Leonardo tu poudarja, vsaj posredno, izvorni pomen risbe, dizajnjo po italijansko, za slikarstvo. Za naš tukajšnji kontekst je pomenljivo, da Leonardo povezuje prvotno risbo s senco, natančneje z njenim obrisom, silhueto. Izraz silhueta je poznejšega datuma. Izvira iz imena Etienne de Silhouette. To je bil francoski finančni minister v obdobju Ludvika XV, ki si je med veliko kreditno krizo, takrat so imeli kreditne krize okrog leta 1759, krajšal čas z razljanjem profilnih portretnih figuric, pozneje imenovanih silhuet iz črnega papirja. Misel o izvoru slikarstva iz sence je že antična, kot verjetno mnogi med vami že veste. Tudi Leonardo jo je gotovo poznal, neposredno ali posredno iz slavnega dela Plinija starejšega, naravoslovje iz 1. stoletja, to delo je, izbor iz tega dela je tudi v slovenskem prevodu, v katerem je rimski polihistor zapisal, da se Grki strinjajo glede tega, da slikarstvo izvira iz, citiram, risanja črte, to je obrisa ob človeški senci, najprej na zidu, potem na papirju. Legenda, ki jo povzema Plinij, pravi, da je neko mlado dekle iz Korinta narisala na steno senčni obris svojega dragega, ko je moral oditi iz mesta. Potem je prosila svojega očeta lončarja, naj iz te silhuete naredi reliefno plastiko njenega ljubega. Torej je senca ne le izvor slikarstva, ampak tudi kiparstva. O tej legendi obširno piše Viktor Stojhita, to je znan umetnosti zgodovina romunskega rodu, ki piše težno v francoščini in nemščini, v knjigi Bref histoire de l'ombre, kratka zgodovina sence. No in tam med drugim pravi, prvi simulakr je bil ustvarjen ob slovesu nekega ljubljenega bitja. O izvoru slikarstva iz risanja sence piše tudi znani umetnostni teoretik in zgodovinar Ernst Gombrich, o njem več pozneje. Za slikanje iluzionistične podobe, to je senčne silhuete, so uporabljali tudi izraz skiografija, kar bi pomenilo slikanje senc. Tudi o tem piše Roberto Casati. Toda čeprav je Leonardo v traktatu posvečal tolikšno pozornost senca, pa jih na svojih slikah ni rad preveč poudarjal. Nasprotno, menil je, da preostre sence kazijo slikovno kompozicijo. Menil je, da je za slikanje boljša razpršena svetloba, ki jo je rad upodabljal s sfumatom. O tem piše tudi v fragmentu z naslovom o kvaliteti svetlobe za slikanje naravnih ali namišljenih reliefov. Malo daljši citat. Pravi takole Leonardo, slikari najbolj kritizirajo svetlobo, ki jo preveč očitno sekajo sence.
Da bi se torej izognil tej nevšečnosti, kadar rišeš telesa na prostem, figure ne boš osvetlil soncem, temveč boš med njim in figuro naslikal nekaj megle ali prosojnih oblakov. Ker sonce figure ne bo osvetljevalo neposredno, ne bodo jasno očrtani ne obrisi senc, ne obrisi svetlobe. In v nekem drugem zanimivem fragmentu pravi, drugotna senca v celoti izgine, ko telesa osvetli vse prisotna svetloba. O tem piše več tudi Ernst Gombrich v svojem zanimivem eseju o slikanju senc v zahodni umetnosti, ki je izšel kot spremna knjižica k tematski razstavi Sence na slikah v Londonski narodni galeriji leta 1995. O Leonardovem zgoraj navedenem fragmentu pravi, da so se, citiram Gombricha, nekateri izmed največjih opazovalcev narave namenoma izogibali slikanju senc, kakor da bi v njih videli moteč in pozornost odvračajoč element do sicer koherentni in harmonični kompoziciji. Konec citata. Dejstvo, da senc ne najdemo na mnogih slikah zahodne umetnosti, seveda še ne pomeni, da jih sami slikari niso videli. Saj spet citiram Gombricha, saj se nikoli ne smemo domišljati, da slikari niso videli tega, česar niso naslikali, kajti vselej velja, naša percepcija mora biti in vedno tudi je selektivna. Konec citata. Gombrich nas opozarja na različne upodobitve senc ter razpravlja o njihovem pomenu in vlogi na nekaterih velikih delih zahodnega slikarstva. Od Mazača, Frangelika in Campena do Holbeina, Caravaggia in Rembrandta, nazadnje pa poseže vse do moderne umetnosti, do senc v kubizmu, recimo pri Picassu in nadrealizmu, pri Bekiriku. Gombrich ob tem poudarja bistveno razliko med oblikujočimi sencami, v angleščini modeling shadows, in vrženimi sencami, cast shadows. To je distinkcija, ki jo Leonardo vzpostavlja, kot bomo tudi pozneje videli v citatu, med primarnimi in čisto, ampak približno med primarnimi in sekundarnimi sencami. Ter ugotavlja Gombrich, da so bile prve, namreč te oblikujoče sence, v zahodni umetnosti splošne, druge pa nenavadno redke. Konec citata. Najbrž tudi zaradi Leonardovega vpliva. Po drugi strani so vzhodne umetnosti, na primer slavne japonske grafike Hokusaja ali Hirošige, praviloma sploh niso upodabljale senc, ter so s tem vplivale tudi na precejšen del zahodne umetnosti v drugi polovici na koncu 19. stoletja, recimo in potem začetku 20. na primer na ploskovitost pri Gogenu ali Matissu. A vrnimo se k Leonardovi umbrologiji, vedi o sencah. V prvem predavanju sem že omenil dvojnost njegovih zapisov. Po eni strani gre seveda za napotke mlademu slikarju in tudi samemu sebi, kako je treba slikati, da bo podoba čim lepša in čim bolj prepričljiva. Toda po drugi strani gre nedvomno tudi za metafizični premislek o samih stvarih, o vsem vidnem, o bistvu svetlobe in sence. Ta dvojnost je jasno razvidna tudi z fragmenta z naslovom Kako nastane senca na začetku 5. dela traktata, kjer pravi Leonardo, senca nastane iz dveh stvari, ki se razlikujeta druga od druge in od katerih je ena telesna in druga duhovna. Telesna stvar je telo, ki meče senco, duhovna je svetloba. Senca tako nastane zaradi svetlobe in telesa. Z metafizičnega stališča gre torej za odnos med duhom in telesom, ter za njuno križanje v senci. V tem pogledu pa je zanimiv in tudi presenetljiv tisti fragment v traktatu uvrščen kmalu za zgodnjim, kjer se Leonardo sprašuje, katera od njiju je močnejša, senca ali svetloba. In potem, ko pripomni, da citiram, prva skriva, druga razkriva,
in da sta obe vedno skupaj, ter sklenjeni s telesi, potem si Leonardo na zastavljeno vprašanje odgovori takole. Senca ima večjo moč kot svetloba, saj telesa prikrajša za luč in jim to popolnoma vzame. Luč pa ne more nikoli povsem izriniti sence s teles, ki so po naravi gosta. Kaj pravzaprav pomeni ta misel, da ima senca večjo moč kot svetloba? To trditev, če jo beremo metafizično, je vsekako daleč od platonizma, namreč od tistega starega, morda tudi večnega nauka, da so čutne stvari oziroma telesa sence idej. Mimogrede, ko smo že v renesansi, eden izmed renesančnih protagonistov te misli o sencah idej je bil tudi Giordano Bruno, ki je svojo prvo knjigo naslovil prav tako, De Umbris Idearum, o sencah idej. O tem lahko predvsej preberemo v knjigi Francis Yates, The Art of Memory. Za platonika ima ideja, luč, svetloba, nedvomno večjo moč kot senca. Moč, prijetno v narekovanje, treba da. Senca namreč zgolj deleži v resničnosti luči ali svetloba. In navkljub siceršnjemu Leonardovemu renesančnemu platonizmu, to je njegovemu poudarjanju duhovnega uvida, sorodnosti očesa s soncem in v prispodobih seveda tudi z dobrim, ter čaščenju proporcev in harmonije, kar je tipično platonsko, se je treba s to Leonardovo mislijo, namreč mislijo, da ima senca večjo moč kot svetloba, metafizično ali pa filozofsko soočiti, se z njo kritično spoprijeti, saj hote ali ne hote pomeni začetek ali vsaj napoved novoveške, ontološke prevlade stvari oziroma teles nad idejami. Stara filozofska sintagma sence idej postopoma v večstoletnem razvoju zahodne kulture od renesanse do moderne dobe izgublja svoj prvotni pomen in pri pojmovanju sence kot ošibitve neke močnejše resničnosti prepušča malo na izključno mesto običajni predstavi za nas običajni novodobne ljudi, da so sence zgolj sence teles ali stvari. Filozofsko gledano, ontološko gledano to pomeni, da postajajo čutne stvari resničnejše od idej. Slednje pa se v novoveškem mišljenju, namreč ideje, vse bolj razumejo samo še kot ideje v zavesti, kot neka mentalna stanja, kot človeške misli, na primer v pomenu Johna Locke, pozneje kot Kantove transcendentalne ideje čistega uma, ki bi jim z določeno licencijo poetiko lahko rekli tudi umišljenosti, in na vsezadnje kot funkcijske ekstenzije v sodobnem nominalizmu, v Russellovem logičnem pozitivizmu in pri njegovih analitičnih naslednikih. Ideje v novoveškem miselnem subjektivizmu oziroma empirizmu niso več nasebno, presežno resnične, kot jih je uzrl stari Platon. Telesa so torej novoveško gledano močnejša in s tem tudi resničnejša od idej, saj so po naravi gosta, kot pravi Leonardo. Fizična senca je sicer že v antičnem in srednjeveškem imaginariju, na primer pri Enejevem spustu v podzemlje ali na Dantejevi poti po onstanskih prelestvih, pričevala o živi realnosti telesa, ki meče senco. Toda Gombrich nam pokaže, da je z renesanso in še bolj z novim vekom postala senca telesa očiten in pogosto tudi najbolj zanesljiv dokaz resničnosti videnega. Zanimivo, ne samo pri človeških telesih, ampak tudi pri luminoznih, svetih figurah. Kajti, če rečemo z Gombrichom, če ga citiramo, tisto, kar meče senco, mora biti resnično. Med posebej zgovornimi primeri tega prepričanja Gombrich navaja, na sliki imate podobo Svete Trojice iz zgodnjega 15. stoletja, ki jo pripisujejo slikarju Robertu Campenu. Bog oče podpira mrtvega sina, na čigar ramenih je sveti duh v podobi goloba,
pri čemer sta oba človeško-božji figuri, tako oče kot sin, iluzionistično postavljeni v polkrožno stensko vdolbino, ki je naslikana. Svetloba pada z desne, tako da na levi strani vdolbine vidimo senco Svete Trojice. Glede same sence, morda nekoliko manj spektakularna kot slika, pa seveda znamenita slika, je slika, Caravaggiova slika Večerja v Emausu, kjer vidimo senco Božje roke na njegovem telesu. Senca na zidu v ozadju je senca človeka, ki je še živ v tem dogodku. Tako da ta tukaj ni tako zanimiva v tem kontekstu, ampak senca Božje roke na telesu Jezusovem, ostalega Jezusa, to je po smrti Jezusovi se zgodi ta prizor, kaže na njegovo realnost, na njegovo resničnost. Torej pričuje o telesni resničnosti Kristusovega posmrtnega prikazanja dvema učencema v Emausu in tretji figuri, ki je verjetno služavi. Caravaggio je bil tudi sicer eden izmed največjih mojstrov chiaroscura, slikanja kontrastov med svetlobo in sencami. No, o tem, o sencah luminoznih svetih likov piše tudi že omenjeni Viktor Stojhita v knjigi Kratka zgodovina sence, kjer navaja sence Angela Gabriela, device Svetega Duha, izpod Čopičev, fra Filipa Lipija, Jana van Eycka in drugih. Splošno rečeno, v modernih ontologijah, tako teoretskih kot praktičnih, prevladuje snovni realizem, resničnostna primarnost teles, čutnih biti in stvari, pri čemer ideje postanejo zgolj sence snovnih entitet. Zadeva se obrne glede na platonizem. Medtem ko se tiste prave sence pomensko zožijo na sence teles. Naša naslednja, predzadnja nocojšnja tema je to, kako sence na kratko postanejo predmet novoveške znanosti, predvsem optike in perspektive. Usporedno s temi ontološkimi preobrazbami senc pa se razvija novoveška znanost o sencah, panoga optike, ki temelji, tako kot vsa tako imenovana galilejska znanost, novoveška znanost, na opazovanju in matematiki, v tem primeru geometriji. Osnove za znanost o sencah pa je postavil prav Leonardo, vidimo tudi na sliki, na zaslonu. Seveda, ni bil prvi, poleg drugih mislicov pred njim, saj so se že skolastiki predvsej ukvarjali z zakoni svetlobe. Leonardova optika senc je zbrana v 5. delu traktata. V skoraj 300 ohranjenih fragmentih, ki so urejeni, poznaj so bili urejeni seveda v precej koherentno celoto. Čeprav že sam Leonardo je snoval zaokroženo knjigo o svetlobi in sencah. Gotovo pa ta veda o svetlobi in sencah pri Leonardu ni samo znanstvena teorija v ožjem sodobnem pomenu, temveč je tudi panoga, recimo temu, filozofije narave. Ali pa, če temu rečemo, filozofska fizika senc. Leonardo uvede dvojne, najprej in potem še detalje, najprej uvede dvojno razlikovanje senc. Razlikuje med enostavnimi in sestavljenimi sencami in med prvotnimi in drugotnimi sencami. Iz tega daljšega citata lahko vidimo, kaj pomeni to njegovo razlikovanje. Pravi tako: poznamo dve vrsti senc, prva se imenuje enostavna, druga pa sestavljena senca. Enostavna senca je tista, ki izvira samo iz enega telesa in ene luči, sestavljeno pa povzroči več luči na enem ali na več telesih. Enostavno senco se deli na dva dela, oziroma na prvotno in drugotno senco. Prvotna senca je tista, ki jo vidimo na površini telesa, ki meče senco. Drugotna pa ona, ki potuje po zraku od omenjenega telesa. Potuje po zraku, pravi. Če naleti na oviro, se na tem mestu ustavi
in tja padi tudi njena osnovna oblika, poznaj bi rekli silhueta. Podobno bi lahko opisali sestavljene sence in tako dalje. Torej, sestavljene sence so lahko oboje, prvotne ali drugotne, pri čemer pa velja, prvotna senca je vedno podlaga drugotni senci, kot pravi Leonardo. Na tem mestu naj zgolj omenim obširno in temeljito filozofsko-analitično monografijo o sencah, ki jih obravnava z ontološkega in kognitivnega analitičnega vidika. To je dokaj znani ameriški filozof Roy Sorenson, naslov knjige Seeing Dark Things, The Philosophy of Shadows iz leta 2008, to je taka zelo obsežna, eruditska, mestoma precej težka monografija o sencah. Posebej zanimivo pa je Leonardovo pojmovanje drugotne sence. Že v zgornjem fragmentu, ki smo ga prej prebrali, nas preseneti misel, da drugotna senca potuje po zraku, namreč od telesa, ki jo meče, do možne ovire, to je zaslona, na katerem se zariše kot silhueta. Kaj pravzaprav potuje po zraku? Senčni žarek? Podobne zamisli najdemo tudi v nekaterih drugih fragmentih, na primer v fragmentu, kjer Leonardo zapiše, kjer pravi, da se prvotna in drugotna senca razlikujeta po tem, da prvotna senca sama obarva telo, ki ga pokriva, drugotna senca pa se razprši po zraku, skozi katerega prodira. In kot zvemo potem še v enem drugem fragmentu, jo je moč videti v meglenem ali prašnem zraku. Te Leonardove misli oziroma predstave o potovanju sence skozi zrak, skozi prostor med telesom in zaslonom so metafizično zanimive predvsem zato, ker senci pripisuje aktivno, pozitivno vlogo v svetu. Torej, senca ni zgolj, kot je sam definiral, oslabitev moči svetlobe. Znanstveno-fizikalnega stališča lahko seveda rečemo, da je bilo takšno Leonardovo pojmovanje sence napačno. Toda, v metafizični igri svetlobe in senc na smislu o resničnosti temnih žarkov, ta Leonardova misel, vendarle fascinira. In na vsezadnje, če dan danes govori znanost o obstoju temne snovi in temne energije, zakaj ne bi vsaj premislila hipotezo, da realno obstaja tudi senčni svet? Nekaj več o tem v tretjem zadnjem predavanju v januarju. Na Leonardove senčne žarke me je opozoril predvsem Roberto Casati, sodobni italijansko-francoski filozof, in sicer v svoji že omenjeni imenitni knjigi z izvirnim naslovom Scoperta dell'ombra, odkrivanje sence, leta 2000. Prav sem je v angleškem prevodu Shadows Unlocking Their Secrets from Plato to Our Time. Casatijevo zanimanje za Leonardove senčne žarke je pritegnilo mojo pozornost tudi zato, ker miselno in domišljijsko približajo sence svetlobi ter obenem, vice versa, povezujejo svetle sence s temnimi, običajnimi sencami. Ali drugače rečeno, podpirajo ontološko analogijo med svetlimi in temnimi sencami, ki je ena od glavnih tem teh mojih predavanj. V tem mislenem izhodišču, namreč, da so sence ošibitve resničnosti, se moj pristop ujema s Casatijevim. Toda pri njem, in tu je pomembna razlika, so te šibkejše ali manjše ali odvisne entitete manj pomembne vselej v odnosu do fizične, materialne realnosti. Casati v svoji knjigi ugotavlja, da je, citiram, najbolj nenavaden sestavni del Leonardove teorije o sencah, ravno misel, da je senca sama aktivna, da oddaja žarke kot svetloba, imenovane žarke senčni žarki. Senčni žarki seveda niso vidni sami po sebi, nadaljuje Casati. Vendar, citiram Casatija, Leonardo pravi, da če osvetljujemo neko kroglo od spodaj, s tem ustvarjamo snop senčnih žarkov, ki je neviden, videli smo to na tistem prejšnjem slajdu, Leonardova risba, torej snop senčnih žarkov, ki je neviden
in ki se izgublja v nebu. Na enak način, nadaljuje Casati, kot ne moremo videti senc, ki jih v nočno nebo mečeta luna ali zemlja, konec citata. In k temu Casati dodaja še en citatek, seveda, ta teorija je napačna. Tudi Leonardo sam je to vedel, saj je rekel, da je senca odsotnost luči. No, tukaj težko sicer reči, da je Leonardo sam prevedel, zakaj bi sicer to napisal. No, ampak hipoteza, da obstajajo senčni žarki, tudi če je fizikalno napačna, pa ugotavlja Casati, da je lahko napačna teorija zelo prepričljiva. V katerem pomenu? Kot sem že rekel, osebno menim, da so senčni žarki sugestivni tudi za ontološko analogijo, ponavljam, še posebej za simetrijo med temnimi in svetlimi sencami. Casati pa poudarja in se tudi predvsem omejuje le na geometrijsko analogijo, ne toliko na to ontološko, ki jo razvijam jaz, ampak na geometrijsko analogijo med svetlovami in sencami in pravi naslednje, še en citat iz Casatija, dejansko psevdopojem senčni žarki razlaga geometrijsko lastnost sence s tem, da ji pripisuje posebno fizično naravo. Svetlova se fizično širi in s tem tvori geometrijsko projekcijo. Senca pa je zgolj geometrijska projekcija, ne pa fizično širjenje, ni propagation z angleškim izrazom. No, mimo grede problem, kaj je in kaj ni fizično širjenje, physical propagation po angleško, se zaplete, kot tudi Casati razvija naprej pri tako imenovanih barvnih sencah. Ne? Barvne sence, tukaj poslej pač v tej optiki sencih nisem toliko menil, ker je bilo dosti drugih, recimo teh barvnih senc, ne, pri Danteju in še prej. Vendar se ta tematika barvnih senc navezuje predvsem na Goethejevo optiko, na Goethejevo teorijo svetlobe in je zelo zanimiva, seveda bi zahtevala več časa. Casati postavi malce bizarno, vendar za razumevanje simetrije svetlih in temnih žarkov ključno vprašanje. Kaj svetilka vidi in česa ne vidi? In na to odgovarja, da je bilo že Leonardu jasno, da so senčne projekcije in perspektivične projekcije, torej na eni strani senčne, na drugi perspektivične projekcije, dva aspekta istih geometrijskih zakonitosti. Pričemer navaja fragment v slovenskem prevodu traktata, ga nisem našel, ker gre za izbor, v katerem Leonardo ugotavlja, citiram torej po Casatiju, Leonarda, da kar zadeva perspektivo, se izvor luči ne razlikuje od očesa, saj je vizualni žarek podoben senčnemu žarku glede hitrosti in stekajočih se črt. Casatijeva knjiga je nasploh zelo, recimo, kognitivno, spoznavno usmerjena. Ne? To je pač njena, recimo, prednost, hkrati pa tudi ne posega v neke teme, recimo, ki jih obravnavam tukaj jaz. Drugače rečeno, projekcija sence na zaslon z gledišča svetilke je geometrijsko povsem enaka projekciji predmeta na zaslon oziroma sliko z gledišča očesa. No, tukaj na desni strani imamo teater senc, to je risba Samuela van Hoogstratena, ki je bil Rembrandtov učenec. No in vidimo recimo, kako stališča svetilke, kako vidi svetilka sence. Ne vidi jih seveda tako, kot jih vidimo mi. Ne? Vidi samo, tako kot sonce, recimo, vidi samo osvetljene dele teles, podobno tudi svetilka vidi samo osvetljene dele teles. Sence so ozadju. To je močna analogija, nadaljuje Casati. Kaj ti, da preberemo ta citat? Tam, kamor svetlova ne more videti, svetlova je senca. Res, senca je natanko to, česar izvor svetlove ne more videti. Senca vidi samo stvari, ki jih osvetljuje. Predmeti v senci so zadaj za osvetljenimi predmeti, ki zastirajo senco z perspektive svetilke. In iz istega razloga tedaj, ko raziskujemo senco, odkrivamo profil stvari stališča
gledišča svetilke. Ne samo stališča, gledišča svetilke. Senca nam omogoča, da vidimo z gledišča, ki je drugo od našega, pri tem pa nam ni treba niti vstati s stola. Res zanimivo. V geometrijskem optično-perspektivičnem pomenu torej lahko rečemo, oko je luč in luč je oko. To po izvoru platonsko misel, izraženo iz perspektive sonca kot luči, najdemo tudi v slavnem Galilejevem dialogu o dveh glavnih sistemih sveta, kjer Galilejev govorc Salviati pravi, citiram: torej, ko sonce gleda zemljo ali luno ali drugo temno telo, nikoli ne vidi na njih nobenega senčnega dela, saj za gledanje nima drugih oči, mimo svojih svetlovo prinašajočih žarkov. Zato tisti, ki bi bil na soncu, ne bi nikoli videl nič zasenčenega, saj bi njegovi vidni žarki zmeraj spremljali razsvetljujoče sončne žarke. Konec citata iz Galileja. Pri tej zgodbi o Leonardovih senčnih žarkih je posebej zanimivo to, da se prav s to Casatjevo interpretacijo, pravzaprav bolj nehote kot hote, ker Casati se sicer ne ogreva preveč za Platona, se nepričakovano vrne klasična platonska analogija med očesom, torej spoznanjem in lučjo, soncem, umom, dobrim. Namreč zakaj? Ravno zaradi povsem simetričnih, dan danes bi rekli teoretsko invariantnih zakonitosti optike oziroma perspektive fizično-realnih svetlobnih žarkov na eni strani in zgolj geometrijsko umišljenih senčnih žarkov na drugi. No, in prišli smo do zadnje nocojšnje teme. Za konec nocojšnjega predavanja še nekaj besed o nesrečnem človeku brez sence. To znano literarno delo, zgodba oziroma kratek roman iz obdobja romantike, je nekakšna, lahko bi rekli, žepna, predvsem pa bolj optimistična varianta Goethejevega Fausta. In to delo je dan danes uvrščeno predvsem med mladinsko branje. V slovenskem prevodu je šlo v zbirki Siniga Lep pred mnogimi leti, ko sem še sam urejal to zbirko v 80-ih letih. Fantastična zgodba je na kratko povzeto takale. Revni mladenič Peter Šlemil, Šlemil pomeni, da je v opombah tako piše v hebrejščini bogoljub, se po nekem spletu okoliščin znajde na vrtni zabavi nekega bogatina, kjer je med gosti tudi skrivnosten mož v sivi suknji, tako ga imenuje avtor. In ta mož v sivi suknji iz svojega žepa povleče kot kak čarovnik vse mogoče od daljnogleda do konjske uprege. Možic, ki je očitno sam vrag, Petru Šlemilu ponudi kupčijo. Če mu mladenič da svojo lastno senco, bo v zamenu dobil Fortunatov mošnjiček, poln cekinov, mošnjiček brez dna. Peter privoli, kdo pa ne bi, vrag sname in zvije njegovo senco, to vidimo na teh dveh slikah, na stari sliki ene iz prvih zgodnih ilustracij Georga Cruikshanka in desno ilustracija našega slovenskega prevoda avtorice Alenka Vogelnik. Torej, Peter privoli, vrag sname in zvije njegovo senco in izgine. Toda za mladeniča se začnejo hude težave. Ljudje se ob njegovi postavi brez sence bodisi zgrozijo, bodisi ga zasmehujejo, še posebej otroci. In zato se mora skrivati pred soncem, pred dnevom, pred svetom. In tisto silno bogatstvo, ki vre iz njegovega mošnjička, ga nikakor ne osrečuje, ravno nasprotno. Ko Šlemil pripoveduje svojo žalostno zgodbo samemu avtorju Adalbertu von Chamisu, ena taka recimo postmoderna gesta, pisca, podarna Chamisu. Citiram, kratek citat:
Čutil sem se odrezanega od vsega življenja, pravi Peter Šlemil. Ampak najhujše šele pride, ko se zaljubil dekle imenovano Mina, v to prelestno, nežno bitje, ki ga tudi sama ljubi in razume njegovo nesrečo, vendar je oče ne dovoli poroke z njim, preden si mladenič ne dobi nazaj svoje sence. Po letu dni se spet pojavi sivi vrag in Petru ponudi novo, tokrat pa čisto faustovsko kupčijo. Vrnil mu bo senco, če bo v zameno zapisal svojo dušo, da si jo vrag vzame po Petrovi smrti. Peter Šlemil pa drugače kot Faust v to kupčijo ne privoli. Še več, da bi ga vrag nehal nadlegovati, vrže čudežni mošnjiček v brezno in tako ostane brez sence in brez denarja. Tedaj pa ga doleti nekaj nepričakovanega, nekaj srečnega. Pri čevljarju kupi stare škornje, ki se izkažejo kot 7-milni škornji. Hitro ga nosijo po celem svetu. Tik-tak pa je na vseh kontinentih. In Šlemil najde smisel svojega življenja v znanosti, v botaniki, geologiji in tako naprej. Citiram iz Chamisa: izključenega iz človeške družbe, pravi Peter Šlemil, me je usoda opozorila na naravo, ki sem jo od nekdaj ljubil. Zemljo mi je podarila bogat vrt, za življenjsko moč mi je dala študij, za moj cilj pa znanost. Chamisovo zgodbo o človeku brez sence so interpretirali mnogi teoretiki. Večinoma poudarjajo njegovo izgubo identitete ali pa tudi celo izgubo realnosti. Seveda, če je prvotna realnost telesna in če primarna prvotna realnost telesna in če se realnost teles izkazuje s tem, da mečejo sence, potem iz tega sledi, da človek izgubi svojo realnost, če izgubi svojo senco. Ter se potem čuti tako kot Tarna Šlemil odrezanega od vsega življenja. Njegova zgodba ter grafične ilustracije k njej, do dan danes se je tega motiva lotilo že precej ilustratorjev, so pritegnile tudi pozornost umetnosti zgodovinarjev in likovnih teoretikov. Že omenjeni Viktor Stojhita je v svoji knjigi Kratka zgodovina sence namenil Šlemilu več kot 20 strani, na katerih obravnava predvsem 3 najstarejše serije ilustracij in analizira njihove simbolne pomene. Opozarja na popredmetenje sence, ki postane neka stvar, quelque chose, neka menjalna vrednost, ki gre v hudičev žep med vse druge stvari, obenem pa je vrag sam podoben na kakšni senci. Šlemilovo izgubo sence in s tem identitete oziroma realnosti omenja tudi Ernst Gombrich, ki podobno ugotavlja, citiram Gombricha: zdaj, ko Šlemil ne meče več sence, je izgubil svoje mesto v realnem svetu. Konec citata. Seveda, saj je za novoveškega človeka primarni, realni svet prav telesni svet. Jaz pa k temu za konec nocojšnjega predavanja dodajam vprašanje, ki ga navezujem na sklepni del Chamisove zgodbe o nesrečno srečnem Petru Šlemilu, ki je končno našel srečo in smisel svojega življenja v znanosti. Moje vprašanje se glasi: mar to Chamisovo parabolo lahko razumemo tako, da si je moderni človek v zameno za izgubo realnosti pridobil znanost? Podobno kot je Chamisov skoraj sodobnik, veliki filozof Immanuel Kant, izgubo umskih stvari na sebi, s filozofskim izrazom noumena, nadomestil s transcendentalnim spoznanjem sveta pojavov, filozofsko rečeno fenomena. Zdi se mi namreč, da ubogi Peter Šlemil svojo izgubo sence stoji na pragu modernega sveta
vsaj malce podobno kot veliki Immanuel Kant svojo izgubo stvari na sebi, Ding an sich. Skupno imata vsaj to, da poti pri obeh vodijo naprej v znanost. In zato bomo tudi mi začeli znanostjo naše tretje, zadnje predavanje o sencah, šele čez kar dober mesec, 20. januarja, za katerega vas opozarjam, da je ponedeljek, ne torek. Hvala za vašo pozornost. Mikrofonček. 1492, 10 let nazaj, 2008 pisali Brian Rothman, Signifying Zero. Ja, pa. Dobro, hvala vam vsem. Zdaj, še enkrat vas povabim, da pač mi pišete po mailu ali pa tudi po klasični stari pošti na fakulteto, filozofsko fakulteto. Na moji spletni strani bo tudi to predavanje, današnje predavanje bo jutri, torej slajdi bojo gor in ta tekst, ki sem nabral. Sicer vas povabim, želim vsem lepe praznike, srečen Božič, vesel Božič, srečno novo leto in upam, da se vidimo v tem prostoru skupaj 20. januarja, ko predavanje bo pač predvsem tematika bo sodobna, recimo 21. stoletje, 20. in 21. Seveda z nekim posegom nazaj na začetku, govoril bomo o sencah svetov, se pravi o tej tretji temi znotraj tega trojčka predavanja o sencah. Hvala lepa.